njegova prezenca je bila močna, ne? Mislim, je močna, ne? Satsang je srečanje z učiteljem. Pri Mudiju so določena vprašanja, ki si jih je dobro zastavljati, a ne, za samo refleksijo, na strani učitelja in tudi učenca. A ne. In učenci predvsem v svoji svetosti pa pripadnosti se zgubimo smo se, a ne. Mislim tako, da se ne bom izločala. A ne. Danes je z mano v studiu Romana Strašek, mentorica na poti samospoznavanja. Poznava se že dolgo, okrog 23 let. Nisva v stiku ves čas, občasno, ampak kadar se srečava, je vedno lepo. Tako da sem zelo vesela, si moja gostja, res. Mateja, hvala za povabilo, za srečanje morda v drugih vlogah danes. Ampak verjamem, da bo kot vedno prijetno. Ja, hvala za povabilo. Veselje. Bila si uspešna poslovna ženska. Zakaj si zapustila poslovni svet? Pa malo povej, na kakšen način si bila vpeta v ta svet. Kaj si počela? Ja, življenje v tistem času, v začetnem, bom rekla, je bilo res precej drugačno kot zdaj. Po izobrazbi sem računalničarka, se pravi, računalniško fakulteto sem končala in tudi 15 let z veseljem pa nekim interesom, predvsem zaradi novih stvari, takrat je šele računalništvo prihajalo med nas, sem z veseljem se učila, počela, to, kar je pač delo zahtevalo v različnih vlogah, različnih podjetjih. Če govoriva o uspehu, morda v karieri je bilo obdobje v Coca-Coli kot IT menedžer morda najbolj tako, da se sliši dobro, pa vendar tudi naporno, seveda, ker pač pripada takim vlogi. Dalo mi je pa, ta čas mi je pa dal priložnost zaužiti tudi dobrobiti neke pozicije, seveda denarja, kar je bilo zagotovo zelo dobro na poti v življenja, ne? Tudi da sam sebi dokažeš, da zmoreš, ne? Da uspeš, da premagaš težave, ki se pojavljajo tako mogoče na takih večjih podjetjih, a ne? Tako bolj osebno vzamemo. Skratka, tisto, kar me je ustavilo pri vsem, je pa, da sem v večjih trenutkih spoznala zase, da me to ne usrečuje dovolj, a ne? Po tisti kratki potrditvi, a ne, in občutku uspeha je hitro ta entuziazem padel. In vedno bolj sem se spraševala, ali je to res to, kar obeta srečo morda med drugim v življenju, a ne. Spomnim se enega trenutka, ko sem bila na enem daljšem izobraževanju na Dunaju, zdaj govorimo o desetletjih nazaj, ne. In takrat neko razkošje tega hotela, ki je zdaj mogoče bolj vsakodnevna zadeva, je bilo nekaj posebnega. In sem živela pač par tednov tam in uživala to dobrobit, a ne. Se pravi, metre bifejev, a ne, hrane po izbiri, saun, džakuzijev, valov, bungee jumpinga v hotelu, tako vse te filmske mike življenja, a ne. In sem tako izkušala iz dneva v dan, je bilo zanimivo, po enem tednu se je začelo to navdušenje prazniti, a ne.
In sem šla še samo v bazen, tako kakor da grem doma v bano, a ne, veš. Tako ona savna v redu, ne, sam spet izgubi svoj privlak. Hitro se navadimo ljudje, ne. Skratka, in potem sem se ustavila po parih dneh, tako v bazenu se spomnim, bila sem takrat srečno porožena, ravno na začetku in mi je manjkal tudi odnos z možem, ne, ker sem bila toliko časa stran. Ampak v tistem bazenu, takrat sem tako razmišljala, sem si hotela zamisliti, tole zdaj vse moje. A ne? Kaj, če sem jaz tako bogata, da je vse to moje? In čist glede na to, da je to bilo vsak dan, sem si hitro na to sliko. Ampak je bila ob vsem tem razkošju ena taka praznina, a veš, Iza, ker tudi nisem imela z nikom zadeliti, a ne? A veš, tega užitka. In nekako mi je prišlo v sistem tudi ta misel, če si sam, pa bogat, pa slavn, a ne, pa imaš to praznino v sebi. Tako ena misel preletela, da mi ni čudno, da se človek tudi fenta, a ne, a veš, ker vse ima, kar obljublja srečo, pa je vse prazno, a ne. V bistvu bi bilo dobro na novo definirati uspeh v naši družbi, kam ima čist napačen fokus. To, da si denarno zelo uspešen, pa noter prazen, to v resnici sploh ni uspeh. To je, kar si pravkar povedala, bistvo zgodbe. Ja, ampak veš, hkrati se mi pa zdi, da mora vsak do tega sam priti, a ne? Res. In izkušnja je tisto, ko največ šteje, a ne? Tako mi pride, recimo, ne moreš ti lačnemu razlagati, ne, da lahko od prane živi, a ne. Vsi se moramo najprej najesti, potem pa odložiti, ne. Tisto, kar je mogoče ni za nas. In če je, ne, spet živimo tako, ne. A veš, tako vidim, ni pravil, ne. In če nekoga tole usrečuje, bo ostal s tem. Tako. In je tudi v redu, ne. Ja, je res. Ja. So pa res te obljube zelo mikavne in imamo upanje, da ko imamo tole, ko bomo to dosegli, bomo srečni. Ja. Omenila si moža Marka, zdaj nekdanji mož. Veliko sta potovala na duhovne destinacije, v Peru, recimo Mehiko, Bolivijo. Ne, Bolivija ni bila. Ja. A tudi Bolivija, ja. Pa je pa Indija zelo močno poklicala. In v bistvu od vseh krajev za vaju oba je bil zelo močen Tiruvannamalai, ker si tudi meni povedala zanj in sem pol šla tja, bom pol malo več o tem povedala. Mogoče, zakaj je bil ta kraj tako pomemben za vaju? Ja, v Tiru sva bila prav usmerjena zaradi, ker Tiru mu rečeva, ne? V Tiru sva bila usmerjena prav zaradi tamkajšnjega izvora, ne, dualističnega učenja, a ne, tam je najbolj, mislim, to je bila baza Ramane Maharshija, ki je bil eden 3 največjih mislecev, učiteljev v Indiji, a ne. In nekako bil center nedualizma, Advaite Vedante, a ne. In ta pot je bila nama zelo blizu, ne. Gre v bistvu za pot razumevanja, kar seveda računalniškemu umu, kar sva bila oba, je zelo poslano, a ne. Na tak način, pa vendar ne gre samo za razumevanje, to dojameš šele kasneje, a ne. Ampak najlažje sem se povezala s tem učenjem, a ne, a veš, ker moj sistem tako funkcioniral takrat predvsem, ne. In že sama gora Arunačala ima svoj privlak, kar si sama verjetno izkusila, a ne. Ima svojo moč, predvsem zaradi te kristalne strukture, veliko ima kamene strele v sebi, ki nosi informacijo, a ne, in tam je stoletja učenja so bila tam, a ne, in torej Ramana je
mislim, na 50 leta sicer zapustil telo, ne? Ampak je bilo takrat zelo močno in njegov samadi isto v tem ašramu na gori. Tako da to so vse ene vibracije shranjene, ki jih mi lahko čutimo. Ne? Mi je bilo tudi tako najbolj smiselno pojasnilo, zakaj je moč te gore tam tako nedvomno začutiti. Ne? Torej se ena od točk moči na zemlji. Ja, lažje se je na tem prostoru povezati s notranjimi deli nas. Ne? Tako, ena podpora je. Ne bo nas rešil, ampak zelo pa pomaga. Res je. Ja, ti si mi pol povedala, ko sem rekla, da bom šla v Indijo, si me malo usmerila, kam čem iti, pa si omenila Tiruva na Malaj. Jaz sem, mislim, šla za 4 dni tja, med vsem tistim, kar sem hotela obiskati. In pa sem 5 tednov ostala in se potem kasneje tudi vrnila. Sicer šele čez 10 let, ampak tako, kot ti praviš, če bi kam šla v Indijo, bi šla tja, nekako te kar potegne. Ne? To je bilo leta 2006, ta prvič. In takrat sem Mudžija tudi spoznala, sem hodila na njegove satsange. In isto leto si ga pol ti tudi spoznala. Jaz, ko sem odšla, si ravno ti prišla, so se zgrešili. Ja. Tako da mogoče malo ti povej, kako si ga doživela, oziroma predvsem, ker je pol res pomembno vlogo v tvojem življenju odigral. Kako si prišla v njegov najožji krog? Tako, če malo poveš to zgodbo. Ja. Tako, začetek je že bil mal, bom rekla, čudežni. Čudež ali sinhronitete, karkoli. Ko sva z Markom iskala v bližini nedualistične učiteljne, se pravi retrite, kamor bi lahko šla poslušati to učenje, pa to, sva med drugim najdla, to je bilo še v Sloveniji, sva najdla en retrit v Toskani, ki ga je imel Mudži. Nisva vedela, kdo je to, In pa sem se spomnim, se sprintala, pa odložila tam na en prostor in pozabila na to. Se pravi, tisto leto sva šla potem v Indijo, spet to isto leto, ko si bila ti. Skratka, in pa sva se znajdla tam na enem pred eno hišo, zagledava ful čevljev spodaj, In potem mi da, kaj je zdaj tu? Mislim, zakaj je to čevljev, kje so ljudje? In pa se še Indici, rooftop, satsang. Nisem imela pojma, kaj govori, ampak greva gledati. In pridava gor na vrh, po vseh onih stopnicah ozkih. In tako na vratih, veš, jaz tako odprem in zagledam njega. In jaz rečem, Marko, on je tu. In je bil Mudži tam, veš, tako, pozabila. In to je bil tak nek znak, In pa sva tam se usedla, poslušala, se sva glih konec ujela, ker Mudži je imel takrat te redne satsange, celo sezono, tam po zimi se je to dogajalo, ampak mi da smo ujela tisti zadnji dan, predzadnji, pa še pol drug dan enega, tako se spomnim, čist na koncu je že bilo. Na koncu tiste sezone, rečemo. Ampak to, kaj je mogoče pomembno, je to, da je bila to ena mala skupina takrat. To je bilo par 10 ljudi, Sploh zato, ker je bilo konc sezone, ker jaz sem bila pa tako dosti na vrhuncu sezone, da sem bila pa po mojem 200. Takrat je bilo ogromno ljudi. Okay. Mislim, že takrat. Jih je bilo veliko, ampak ne pa to, kot je danes, ko je zdaj svetovno znan, rad prej pač ni bil znan pravzaprav. Razen tam v Tiruju, Ja, absolutno. Mislim, je bil znan, ampak ne tako globalno. Ne, kje pa. To so zametki bili, če tako rečeva, začetki, tako da reči. Njegova prezenca je bila močna, mislim, je močna, In meni je bilo tako, ko se usedem tam, sem obstala, veš, in poslušala. In je vse imelo smisel. Zelo je potegnalo to učenje. In tudi smo se pol, tako, takrat smo se še tako objemali, pa tako, veš, je še bilo veliko dostopa direktnega, osebnega do učitelja, pri tej mali množici in se spomnim tega objema. In je povezal.
In potem sva šla, pa smo se ločili, ne, in na naslednji retreat res ta v Toskani, ki sem ga že prejšnjo leto gledala, sva se potem udeležila tam, se pravi silent retreata, ne vem, kak teden verjetno, se ne spomnim točno. In ja, povezava se je začela in pa sva ga kar sledila, no, tako te bližnje retrite, ki so bili po Evropi. London ni bilo težko iti, odkoder je bil, a ne. Sva takrat še druge učitelje poslušala, a ne, ampak pol naslednjo leto, ko sva šla pa v Indijo, smo bili pa vedno bolj skupaj, ne. In je bila neka lepa bližina, povezava, tudi tako na osebni ravni. In z veseljem, ne, sem svoje znanje uporabila tudi Marko, ne, da sva majčke pomagala pri snemanju, takrat so se začeli satsangi snemati, tako da jaz sem potem tudi urejala ta prvi kanal YouTube, Mujiji, mislim, ja, je bil, pa jih je bilo še več, oziroma jih je še. In pa tudi pri pripravi dnevnih satsangov, ne, to si predstavljaš, da je kar nekaj dela, da se prostor, torej ta rooftop, ne, lepo počisti, pripravi za ljudi, da pridejo tako v mir, da so v lepem energetskem prostoru, pa pospravijo, ne, tako da kar veliko dela bilo, no. Samo če poveš za tiste, ki ne vejo, kaj je to satsang. Okay. Da ni treba iti gledati na računalnik. Ja. Ja, čist na kratko, enostavno. Satsang je srečanje z učiteljem, a ne. Se pravi, učitelj je mogoče ja, sama definicija z veliko začetnico učiteljem, a ne. In v neki prezenci, ki ni samo v besedah, a ne, izkušaš pa prejemaš učenje, ki trka na notranje vrata, se pravi, odpira notranje vrata. Ne posvečamo se toliko osebnostnem nivoju, ne, ampak spoznanju, kdo smo iza same osebe, a ne. In učitelj te vodi, a ne, k tem vprašanjem in spoznanjem, a ne. Ja. Mislim pa, da veliko sama prezenca naredi, a ne. A veš, ne toliko besede. Ja, se strinjam. Kaj je bilo največje darilo tega, da si mu bila tako blizu? Kaj si se naučila iz tega? Ja, jaz sem res hvaležna za to priložnost, a ne, tudi to z njim, pa še kasneje bova, ja, se dotaknele najbrž. Ko sem bila v bližini, a ne, tako v ekipi, ne, plus še na neki osebni ravni, a ne, tako sem imela priložnost se družiti tudi v privatnih trenutkih, sem imela, mi je bilo dano spoznati Mujija tudi kot človeka, ne samo kot učitelja, a ne, z vsemi lastnostmi. In to mi je razbilo koncept neke idealizacije učitelja, a ne, postavljanja na pedestal. In nekako sem spoznavala, da ne glede na to, da uči iza osebne vloge, živi življenje človeka in se obnaša kot človek, s svojimi lastnostmi, a ne. In ta idealizacija je odpadla, a veš. In sem lahko ločila to osebnost od učenja samega. Mogoče mi ni bilo vse všeč, ne, a veš, pa tako sem se zalotila, koliko imamo idej okrog tega. Kakšen naj bi bil učitelj. Tako. In ima to svoje mesto in to zelo pomembno, a ne, pa vendar te malenkosti, ki so, a veš, kaj se vem, učitelj
ne more piti Coca-Cole, a ne, ker je pa nezdrava. A veš, tak, ne, in ga ne bomo degradirali zato, ko pije Coca-Colo, a ne, a veš, ampak tako se tudi lahko zahaklaš na taki banalni stvari, a ne. Tebi je igral očetovsko vlogo in zate je bilo to zdravilno, si mi rekla. Ja. Ja, to je čisto moja osebna zgodba, ne. Jaz sem otrok zelo nadarjenega moškega in intuitivnega in tako res sposobnega. In ob takem očetu, ne, otrok težko doseže svojo slavo, a ne, ker... Oziroma zadovolji njegova pričakovanja, to hočeš reči. Ja. Tako, ja, a veš, saj sam z dobrimi nameni, ne, ampak iz svoje kapacitete je mogoče, so bila pričakovanja tudi do mene, ne. Meni je šlo mogoče malo prehiter ali pa nisem začutila tega priznanja, ne, ker vedno je lakše, seveda boljš, ne. In dejansko sem se tako počutila, da nikoli ni dosti dober, ne, a veš. In če je bila 4, zakaj ni 5, ne, a veš, tako, ne. Pa ne, da mi ni šlo, ne, sam ta notranji občutek, da je oče zadovoljen pa ponosen, ne, saj kot otrok nisem nekako uspela ujeti, ne. In se spomnim, da so se pogovarjala, ne, ampak je vedno rekel, kaj če te me shvaliti, ne. Tisto, kar je v redu, je tako v redu, se to veš, ne. Jaz ti kažem to, kaj še ni, ne, sam, a veš, se veš, otrok pa rabi, ne. Kako že 4 jaje in 1 ne. Tako da pri Mudžiju, glih zaradi te avtoritete, a ne, se je malo vzpostavil ta očetovski odnos, a ne. Vsaj jaz sem ga tako doživela. Videla pa sem tudi, da drugi so tudi drugače, lahko, a ne, ampak jaz sem imela to z njim. In, ampak v tistem odnosu, ko sva ga imela, je pač bilo res precej sprejemanja, ne, a veš, in odobravanja in tako... Jaz sem se čutila res sprejeto zraven njega, taka, kakor sem. In to mi je takrat ogromno pomenilo. In se prav videla, kako se je ta moj otroški del zdravo. Prav sem bila svestna tega, ja. Počutila si se tudi izbrano in s tem pomembno. Nekako ti je dal posebno vlogo pravzaprav v tej skupnosti, ki je bila tam. Jaz sem jo tako čutila, ne, a veš, zdaj, če bi film zavrtela, ne, mogoče z očmi nekoga drugega, ne, bi drugače videl, ampak dejansko to je bil moja percepcija, a ne, moj pogled na to. Veš kaj, tako, ker sem prej omenila, tudi na osebni ravni smo se ujeli lepo z njegovimi najbližnjimi pa z njim. Potem pa uvidi, a ne, pa spoznanja, ki so se zgodila ob njegovem učenju, so bila tako referenčna tudi za njega, ne. A veš, in to sem čutila, da je tu veliko podpore z njegove strani, da se ta odpiranja nadaljujejo. In potem ja, dobiš občutek, da si malo drugačen in nekaj posebnega in to je zelo triki. A ne? Ja. Tudi so se pogovarjali v družini pri čustvenem incestu zelo triki, da je en od otrok, recimo če sta 2, ja. Mama zbere recimo eno od hčerk za zaupnico ali pa sina za nadomestnega partnerja. Mogoče malo o tem, kaj to si ti takrat izpostavlja, ko so se pogovarjali. Ja, ta biti nekaj posebnega, ne, je zelo sladko. A ne, ker vsi smo dejansko nekaj posebnega, ne, ampak da dobimo neko priznanje od zunaj, ne, je zelo lepljivo, ne, in si tega želimo in potem tudi vzamemo, ne. Ampak zelo lahko zavede, ne. In tega je v duhovnosti, jaz mislim, kar precej, a ne, da sem zdaj nekaj posebnega, sploh ko se zgodi en uvid, ker je tako nov, tako drugačen, da se ti zdi, da edino ti imaš ta vpogled, a ne, nihče drug ni prišel tako
ali globino, ali širino, kakor hočeva temu reči, ne. Ta spoznanja so lahko močna in pol res sam sebe mogoče dojemaš kot nekaj posebnega, če pa dobiš še odobrenje od zunaj, si pa dvakrat zmagal, ne. In je mikavno in je sladko, ne. In je lahko tudi zelo močna slepa pega. V svetu nedualizma sem zaznala nekakšno obsedenost z razsvetljenjem, kar, mislim, vsi si toliko želijo priti do neke kot končne točke, ko itak pol kasneje povedali, da je ni. A nista ta trud in prizadevanje precejšnja ovira na tej poti, glede na to, da ego ne more samega sebe ukiniti? Ja, sam to ne verjame do konca. Ne. Jaz mislim, da je oboje potrebno, ne. Ta trud je sicer tudi potreben. Trud v smislu interesa in tistega male izbire, ki jo imamo tako v sebi, kam usmerjamo svojo pozornost. A ne? Tako da v kaj, ne? A me zanimajo čevapčiči pa pivo, a ne? Ali me pa zanima, kdo sem, a ne? Sej nič narobe z ničemer, ne? Sam koliko je zdaj česa. Sam to, ne? Nič ni izključujočega tako z mojih oči. Ta trud seveda ja, ne? Da bo pa jaz mislim, da je probleme pa v tem, ali pa tudi iz svoje izkušnje lahko tako rečem, da pa mislim, da me bo to rešilo. A ne? Vseh težav, vseh stisk, neprijetnosti in da bo tam enkrat neko stanje, v katerem bom živela do konca, a ne? In bo življenje lepo teklo, gladko, ne. To je iluzija, ne, do katere pač moraš sam priti, fino je, no. Je pa meni bilo pomembno to spoznanje, ne, da ne spoznanje, ampak to ni bilo glih moje spoznanje takrat, ampak zavedanje, ki sem ga prejela od koga že? Jack mi je to razložila, to bom pa prišla, ampak ta pogled, evo, da ko se ta trenutek prebujenja zgodi, a ne, se zgubi identifikacija. In takrat ni več interesa po reševanju osebnih zadev, spreminjanju, kar je čisto smiselno, a ne. To sem tudi pol sama izkusila v enem obdobju. In če pa se na osebnostni ravni, ostane preveč nepredelanih čustvenih bremen, travm, pa se te izražajo na neprimeren način. Na neprimeren način, tako. In ko ni nobenega interesa več, ker je ta detachment, kako bi rekla slovensko, nepovezanost, s tem jazom tle, je tudi manj volje ni, Ja. in interesa za razreševanje. In to je lahko pa spet problem, kar ga tam danes precej opažamo po svetu. Tudi pri duhovnih učiteljih. Ja, tako da meni je tukaj čist padel interes po nekem stanju, ker se zavedam, ne, da imam še kar kaj za narediti. A ne? Tako da. Ampak kot sem že prej omenila, prebujenje ni enkratna izkušnja, ampak je vztrajno, neprestano odpiranje v polnost svoje človeškosti. To je Jack rekla, tvoja naslednja učiteljica. Ja, tako jaz tudi zdaj to doživljam, a veš. Čist na začetku sem pa verjela, da bo to trenutek, a ne, tako kakor v matrici, ona tabletka, a ne, in pa se zgodi in pol vemo za večno, a ne. Ja, zato je bila tudi ideja, ne, sedeti ob nogah učitelja, dokler se to ne zgodi, a ne. Ja. Se ti je pa zgodil po enem zelo težkem obdobju močan
premik zavesti, mogoče malo o tem, če poveš? Ja. Takrat, to so že kar bila potem, že kar nekaj časa teh raziskovanj, seden sam s seboj. In pa tudi ta navezanost na učiteljna se je zelo zmehčala. Prav tisto leto se spomnim, sem bila čist drugim namenom v Indiji, nisem bila več v ekipi Mudževi, ampak sem bila sama tam in se spomnim, kako drugače sem dojemala tudi Tiro takrat, po vse skupaj, z drugega prostora, a veš, sem iste stvari počela. Tako. In pol ni bilo lahko, se spomnim tako, v sebi je bilo veliko te izpraznjenosti, veš. Ampak je imela težo. Pomen tudi, ne? To hočeš reči. Ja. Je bila smiselna. Absolutno, ni bilo pa lahko, ne. Ampak vse je izgubilo smisel. V resnici življenje samo, tako, svet sam je izgubil smisel, a ne. Ni bilo interesa po nekem življenju naprej. A veš, tako se spomnim, čist prazno, a veš, karkoli. Ampak je bil mogoče en tak občutek enega obupa, ne, če je to prava beseda. Tako malo na dnu sem se res počutila, veš, kaj bom zdaj, ne, a veš, tole imamo, prazno je, a ima smisel živeti, ne, sploh. Tole, nobenega interesa, ker sem že rekla. In se spomnim, da sem sedela na eni obali, takrat v Pondicheriju sem bila, sem se prestavila za nekaj časa tja in sem samo gledala v ocean in tiste valove in tako. In v tistem se je tako spraznalo, kot s tistim vetrom in valom, da je še samo ena lahkotnost je prišla. Veš, kot da se je stisnalo, ne. In vse iz mene in naenkrat sem se ozrla tako iz neke razdalje. Tako. Ampak je bil mir v meni. Eno tako sprejemanje. Veš, ampak nobenega interesa za karkoli. Veš, ampak sem tako, lahko zbivanja, bi temu rekli danes, ne. Pa zdaj, da ne dolgovezim, a ne. To en tak občutek notranjega, neko tako notranje stanje, niti ne morem govoriti o občutku, prav stanje je bilo, tudi percepcija se je, polje percepcije, dojemanja življenja se je pomaknila na drugo točko, a ne. Dosti bolj odprto, širše, nefokusirano. In to je bilo tako eno ogromno olajšanje. Ki je kar trajalo daljše obdobje. Ja, potem, ne? Koliko časa? Par mesecev. Ja. Ampak ko je bilo pa konec, je bilo pa eno veliko razočaranje. Zakaj katastrofa. Ja. A veš, tako stabilno je izgledalo, ne, da se prav spomnim, je prišla kakšna misel, to je najmogoče izgubiti. A veš. Pa se tudi misel vidiš, pa tako, a veš, tako ni nekega lepila, da bi zavajalo, a veš, in ni važno, tudi če identifikacija je tako trenutna, pa se odpre, pa skozi. In da ne grem zdaj v te podrobnosti, ena lahkotnost bivanja, bi rekla na kratko, a veš, pa so bili problemi, pa so se reševali z enako intenziteto, ne, v smislu. Ampak ni bilo trpljenja zraven, nekako si lahko samo pozvala, čisto nenavezano. Nenavezano, ampak z vsem občutenjem. A veš, ni bilo distance ali pa ločenosti zaradi tega. Tako polno, pa hkrati neidentificirano mogoče. Ja, kot da se malo nekomu drugemu to dogaja. A veš, pa vendar je ta prvi tle, a ne, a veš. Ja. Si pa rekla, tako kot si rekla prej, katastrofa, ko je bilo konc tega, ampak si pa s časoma prišla do tega, da lahko občasno se vrneš v ta stanje
kadar se povežeš samo. Ne? Tako. Takrat se ne, veš, ampak vsakodnevno življenje se je bolj prestavilo na osebni nivo, ne, a veš. Takrat tako je bilo zelo težko, ker sem glih nekaj zbolela tudi in sem prav videla, kako se stisnalo dojemanje življenja, ne, veš, prav z bolečino telesa, ja. Tako sem sama dojemala, no. Ampak ta prostor je, seveda, tu. Enkrat, ko ga spoznaš, ne? Mislim, Ja. ni, da bi človek pozabil čist. Ne? Ko Vedno, imaš po vsaki izkušnji nekaj ostane, ne. Saj ta ni bila edina, ne. Jih je bilo dosti več. Ampak ta je bila najmočnejša. Ne? Ta Pa je bila najdaljša. tako tudi, ja. Najbolj je bila, ja. Vplivna. Šla bi zdaj spet na to temo, ko so prej mečkam že nakazali. In sicer Rick Archer, voditelj spletne strani Buddha at Gespam, ja, je rekel, lahko si etičen, ne da bi bil razsvetljen, vendar ne moreš biti razsvetljen, ne da bi bil etičen. Obstaja pa veliko stopenj ali ravni prebujenja. Ken Wilber govori o prebujanju, waking up, očiščenju, cleaning up in dozorevanju, growing up. Mislim, da se lahko človek prebudi do pomembne mere, ne da bi se v veliki meri očistil ali dozorel. In to je povzročilo številne težave za mnoge učitelje in učence. Pomembno je, da se zavemo pomena etičnega vedenja. Vse duhovne tradicije poudarjajo, da je to ključen predpogoj za pomemben napredek na duhovni poti. To sem si izpisala iz enega videa, ki si mi poslala, ki govori o duhovni integriteti. To sem nekako hotela malo nakazati, to temo, ki je pravzaprav najna glavna tema danes. Ampak bomo prej še povedali, zato ker prišla si z vsem tem v stik predvsem z Jack O'Keefe, ki je bila tvoja naslednja učiteljica. In njo si spoznala tudi v Tiru na Malaju, ko si bila še z Mudžijem in si rekla, počutim se, kot da sem se duhovno zataknila. In na njeni spletni strani sem prebrala takole, da je njen nauk namenjen opolnomočenju posameznikov, ki so zaključili z iskanjem, skrivanjem in prepuščanjem svojega duhovnega prebujenja gurujem. Namenjen je tistim, ki so pripravljeni stopiti k Bogu s svojimi lastnimi koraki. In ti si potrebovala to, a ne? Kot naslednji korak, da nehaš predajati svojo moč guruju, učitelju. Malo povej o tem, prosim. Ja. Jack je bila takrat v Tiru, ne v vlogi učiteljice, ampak čist zase, privat, ja, prav si je vzela svoj čas, ne. In seveda po nekem naključju sem jaz vedela za njo, ne, čist slučajno. Torej, nek prijatelj, Jack je Irka, ne, in prijatelj Irc je pač me povezal z njo. Ker takrat, tako kakor si rekla, res, ko sva se s tem prijateljem pogovarjala, sem mu večkrat omenila tako iskreno, da vidim, da se ne premaknem več, a veš, pravno znotraj je bil ta občutek. Recimo na satsangi, po vseh teh stotinah, ali kaj že, ne. Jaz sem videla, moj že sam odgovarja. A veš, jaz sem že vedela vse odgovore, ki jih bo Muji dal, ne. In je bilo tako, meni je bilo to malo čudno, a veš, in sem videla, da ne poslušam več iz notranjega prostora, ne. Ampak obrača podatke, vedela sem, kaj bo odgovoril, moje odgovoril, Muji je ponovil, ne, tako se mi je dogajalo, ne, se ga čakaj, tole nekaj ne štima, ne, a veš. Ampak predvsem ta občutek je bil tak, ne, in sem si prav želela, ne, in se ga prosim, bojiš me, ne, in sva se srečali osebno, sva imeli pogovor in tudi tako ena taka energetska izkušnja, lepa je bila, ko so se srečali, ne.
In jaz sem vedela, to je to. A veš, se želim iti v tej smeri. Ne? Pa tudi ženska je bila. Je tudi to bilo blizu v tistem trenutku. In ja, zdaj, pa smo se povezali. V bistvu, kaj je bilo tvoje vprašanje točno? Kako sva se srečali? Če je bil to tvoj naslednji korak, ki zgrabila, da prenehaš, dajati svojo moč učitelju, da nehaš iskati izven sebe. Ja, ok, ja, tako. Jack je bila znana potem, da vrže čez klif. Ne? In tebe je vrgla čez klif. Mislim, tako zelo na začetku te je kar poslala v Slovenijo. A ne? In rekla, dovolj imaš znanja, spravi ga v življenje. To se mi zdi fantastičen, ko si mi to povedal. Wow, bravo. Ful romantično se sliši, povem ti, grozni je bilo takrat. Ja. In je res bilo dobro, ne. Točno to, ne. Kar sem vedela, me čaka, ampak je se zgodilo mogoče prej, ko sem si jaz takrat mislila. Ker jaz sem pol bila z njo na Irskem nekaj časa, na enem srečanju, prav 1-2 meseca in sem njo poslušala, ne, isto na satsangih, pa tako, pa privat smo se družili, ampak pol grem pa jaz zdaj domov, ne, in moja slika je bila čisto drugačna, ne, ampak ne, je odrezala in sem v bistvu ostala brez 2 učiteljnov v parih mesecih, ne. Če tako gledava. Ali pa naenkrat. Ker kontakt je še bil, ampak tudi z mužem takrat. Ne? Ampak v glavnem vedela sem, da je tole pač naslednji korak in sem ga vzela. Ne? Je bil pa, ni bilo pa lahko, ampak nujno. Po 2 letih si pa šla pol v Grčijo in sta se spet srečali, ne? Tako. Ja, 2 leti je bilo pauze. In Jack je bila prej psihoterapeutka in rekla si, da je to bilo zelo pomembno za njen način učenja. Mislim, da bi to en tak plus v primerjavi z ostalimi učitelji nedualnosti, da je imela vpogled tudi v osebnost in te je lahko podprla pri teh slepih pegah. Prav za slepe pege je bila ekspertka. Če lahko o tem poveš. Ja. Za sence, za tisk, česar nočemo videti. Ali pa ne zmoremo videti pravzaprav, pri sebi. Ja. To sem jaz pri njej prepoznala res kot velik dar. A ne? A veš, ker če smo v teh druženjih, smo običajno opazovali bolj ta stanja meditativna, stanja zavedanja, spuščanja osebnostne ravnine. In to so bila taka lepa potovanja, pa vendar, ko so se končala, je bilo pa življenje naprej. Je bilo pa življenje naprej, ne? In metanje iz tira in izpadi kdaj, ne? In tak naprej, ne? Pač to človeško čistle, ne? In potem je tudi preveč črno-belo bilo, ne? A veš? In Jack je recimo v pogovoru s teboj lahko prepoznala, kje je tvoj zataknjen na osebnostni ravni in te usmerila tja, ne. Včasih je sama kaj odpirala, ne, te rane ali pa kakšne travme nakazala, ne. Večkrat je poslala človeka na terapijo, ker dejansko je treba na tej ravni sprostiti čustvene kontrakcije, ne jih pa bypassirati z nekimi spiritualnimi izkušnjami, kjer se zgubi identifikacija in pol tisti problem ostane nerazrešen, nepovezan. In ona je res bila dobra v tem in to redko srečam, ne? Ker sprašanje, kdo sem jaz, ne razreši te kontrakcije v tisto, kar mislim, da sem, ne. Tako da Jack je tle odpirala, ne. Slepe pege. Druga stvar, ki je bila pa pomembna in bila kontramoč, je bila pa, da ne mara čaščenja.
In sem te hotela vprašati, kako se izogniti pa s tem ustvarjanja odvisnosti, če si na vlogi duhovnega učitelja. Ja, meni tudi čaščenje ni blizu, ne. Problem je tle v neko slepo verjetje v učiteljna, a ne, da je to dejansko Bog na zemlji, a ne, ker dejansko danes so učiteljni tudi ljudje, a ne. Vedno so ljudje, tudi ljudje. Ja, vedno, no, pa smo imeli recimo neke avatarje in tak naprej, ne, ki so že izgubila vlogo, ampak to so čist drugi setupi, a ne, to so ašrami, kjer se ljudje, kjer je čist drug način funkcioniranja, a ne, in to prenašati na zahod je zelo vprašljivo, a ne, te sisteme. Ampak kaj se meni zdi pomembno je, da učitelj spodbuja učenca k njegovi samostojnosti, ne, neodvisnosti, samospoznanjem, ne, in ga vodi po poti, ne dela ga pa odvisnega. Ne. In to se velikokrat zgodi samo, ne, si nisem, oboje je z obeh, ne, palca ima dva konca, ne. In zdaj tu je mogoče naloga na učitelju, ki ima več zavedanja, recimo, da ga ima, ne, da prekine ta tok, a ne, če to začuti. In če je dost osebnostno podelan, to ve, ne, in ne bo spodbujal tega. Če imamo pa neke nepredelane ravni, je pa to močno lepilo lahko, a ne, ker ker je ker z močjo, a ne, se te nepredelane zadeve zelo hitro pojačajo, a ne, se izražajo v odnosih, no. Tako. In v bistvu duhovni učitelji imajo veliko moči, mislim, učenci jim prostovoljno dajo blazno veliko moči, ja. Ker jih postavijo na piedestal. Tako, ne, to se zgodi, ne. Kako pa ti se odzoveš, če kdo tebe, recimo vodiš proces prisotnosti ali pa umik v tiščino, če te nekdo tako povzdiguje, kako presekaš to, kot si rekla prej, da treba presekati to lepilo? Ja, res probamo opozoriti, ne. Zato, ker vsako postavljanje na pedestal bo nekega dne rušenje pedestala. Tako, ja. A veš? Ja. In se mi zdi pomembno, da tudi tisti, ki jih jaz usmerjam, a ne, da vejo, da tudi sama sem na poti, da imam še marsikaj za pogledati, a ne, predelati. Pa vendar nekatere stvari sem pač najbrž že dala skozi, ki jih lahko delim. Evo, tako, čisto simpel, ne, a veš. Ob tem se zdaj spomnim, da te je bilo strah začeti delati z ljudmi. Ne samo strah, da ni bilo čisto, če sploh hočeš, bolj ne. Pa ti je Jack rekla, če si 2 koraka pred ljudmi, ima že veliko zadati. In če si pa preveč naprej, te pa sploh ne razumejo, o čem govoriš. V bistvu boš biti ne preveč. Ne? Samo 2 koraka. Ja, to je res, ne. A veš, to meni zelo me je zložilo, a ne, ta dvom, pa to nesigurnost, a ne, kdaj dosežeš tisto neko stopnjo zavedanja, kakorkoli temu rečemo, da lahko to deliš z drugimi, ne. Se pravi, najprej sem imela idejo, da moraš biti razsvetljen, da lahko sploh komu kaj pamet soliš, ne. No, in pol to, ne, to so se pogovarjali takrat, ja, ker sem ti že rekla, da mi je bilo to smiselno, ne. In tudi, dokaj sem jaz še malo, mi je še to domače pa v sistemu, ne, lažje tudi se skonektam, povežem s človekom v podobni situaciji, ne. In ga lažje slišim, ne, ker nisem tako, ni že to neka preteklost, s katero nimaš mogoče tak močnega stika več, je še vedno del sistema in se lažje slišimo drug drugega in ja. Tukaj se zdaj spomnim, ki je Eckhart Tolle enkrat rekel, nekdo ga je vprašal nekaj z spolnostjo, se videla ti posnetek in je on rekel,
Joj, se moram spomniti, iz tega že toliko časa nisem počel, da sploh več ne. To je to, ker sploh je tam nekje ful delač nazaj. Kako če pol sploh svetovati, če je to, prejšnje življenje. Ja. Jaz se spomnim, pa ne, ful je bilo smešno. Ja, ful je bilo smešno, pa ljubko, ne. Ljubko, iskreno, ne, predvsem, veš. Ja. Jack je gonilna sila, združenja, ki se imenuje po angleško Association for Spiritual Integrity, to bi bilo združenje za duhovno integriteto. In to združenje obravnava nekorektne odnose med duhovnimi učitelji in učenci. In tudi ti si njihova članica. Pa si en tak zelo lep stavek mi rekla v zvezi s tem, kako doživljaš to združenje, če malo poveš. Te ljudi, ki so tam zraven, kaj ti to odpira? Ja. Za mene je to ena taka skupnost enih zrelih ljudi, a veš, prav zrelih, odraslih, kvalitetnih, tako na vseh ravneh, a ne. A veš, ena taka toplina sije iz njih, a ne. In jasnost, postavljenost, avtonomnost hkrati, a veš. Tako da, mislim, večine, ne, sploh pa teh ki vodijo predvsem, a ne, mislim vodijo, ki so koordinatorji, a ne, tega associationa, ne. Tako, se pravi neka skupnost, ki jaz se še nisem srečala, ne, moram reči, da sem vedno znova navdušena, koliko iskrenosti, a ne, se podeli na teh srečanjih, samorefleksije, modrosti, ne. Jaz, ko sem te videe gledala, sem tudi začutila, jaz bi bila tudi s takimi ljudmi. Mislim, se večinoma, se ne dobivate osebno, ampak to ti vedno preko video ste, ne. Zato, to, kaj pa je to v Ameriki pravzaprav, če že kako srečanje, ne? Ne, v resnici niti ni tako interes, ne, da bi se uživo, ne, ker gli za to, da je odprto za vse. Kaj nekje je pa bilo en posnetek, je bil, je bila ena skupina, ki so bili fizično skupaj, se spomnim. Na Sandu mogoče, na konferenci. Science and Non-Duality Conference. Najbrž. Tam so se predstavili, mogoče si to pomisla. Pa na Harvardu tistem gledala, ki so imeli predavanja. To so pa zdaj redna predavanja, že 3. leto bo letos, so gostje, in glavne teme so res etika, a ne, ne samo v duhovnosti, ne, tudi v bistvu v duhovnosti je fino, če začnemo, a ne, če že naj bi bilo tam najbolj prečiščeno, a ne. In seveda sega na vse ravni, kar tudi učitelj je človek, ne, se pravi. To naj ne bi bilo ločeno, učenje od življenja, a ne. Se pravi, srečanja so online, a ne, vključi se lahko vsak, a ne, ki je lahko sam, kako rečemo temu, pobudni, ne, ki ga zanima, no, evo, ni treba, da si spiritualni učitelj, ne, zaradi tega. A veš, vsak, ki dela z ljudmi tudi, in prenaša neko znanje, a ne. In komu je veliko do etike. Ali pa ki ga sam zanimajo te teme. Ni treba, da si na neki taki poziciji, a veš. In en od 3 stebrov je tudi Philip Goldberg, član uprave, pa bom še njegov stavke prebrala. Škandali, tako potrjeni kot domnevni, v katere so vpleteni duhovni voditelji, ki se vedejo neprimerno, so me vedno vznemirjali. Še bolj pa me vznemirja dejstvo, da se ti problemi vedno znova pojavljajo v takšni ali drugačni obliki, saj ogrožajo vse dobro, kar duhovni nauki prinašajo svetu. In jaz tudi tako čutim, tudi mene je to vznemirjalo, tako kot sem napisala na Facebook strani, že ko sem šla k Indijancem, za 4 mesece sem srečala razne da rečem, dvomljive duhovne učitelje in pol v Indiji se to nadaljevalo,
Tako da sem v tej knjigi Prebujanje v dušo pisala o tem, sem precejšen del temu namenila. Zato se mi zdi to pomembno, da danes o tem govoriva, ker to res tema, tako kot ta Filip prav, ki jo spremljam že dolg časa in se mi zdi pomembno jo osvetliti, ja, ker tudi v Sloveniji je ogromno tega. Ja. Si ravno rekla, da je ena znanka omenila, ne vem, da njena hči ali kako bila v nekem krogu, da rečemo sekti, ne vem, in da je hotela delati samomor. Tako da mislim, ne, ker je bilo to grozno vse skupaj. Tako da to res treba nasloviti te teme, se pogovarjati o tem, da se ljudje opolnomočijo, ne. Tako. Tako. Mogoče bi omenila še te 3 stebre ega, na katerih področjih se najbolj pogosto pojavi neetično oziroma škodljivo vedenje duhovnih učiteljev, lahko tudi rečeva duhovnikov, ko so tudi duhovni učitelji. Ne? Se pravi, to je spet ena tema, ki je tudi zelo aktualna in pri nas in po svetu. Spolne zlorabe recimo med duhovniki. Mislim, starih duhovnikov in tako. Precej tega se dogaja med nami, a ne, pa se ne ve in je res dobro nasloviti. Tako da hvala tudi tebi, Mateja, za ta interes. Ne? Ja, zelo. Mislim, res izhaja iz mene. Globoko, če najprej odgovorim na te 3 stebre, 3 stebri ega, ki jih lahko tle izpostavim, so pač moč, denar in seks. A ne? In zdaj, če en učitelj nima razrešenih, a ne, teh področji, se za močjo, ki jo dobi potem v neki veliki skupnosti, a ne, ali pa večja kot je, večja moč, a ne, to ekspandira. A ne? In tukaj prihaja do zlorab in manipulacij. Tako, mogoče zdaj na grobo, a ne povedano. Zdaj, kakor sva prej rekli, a ne, razsvetljenje in tudi nadaljno odpiranje po tistem trenutku, a ne, nekega prebujenja, a ne, je proces. Ne? In tudi v tem procesu je dobro te osebnostne ravni naslavljati. In zdaj, če se pokažejo, ne, mogoče so bile prej skrite, ne, in zdaj se pokažejo s to močjo, a ne, in se mi zdi pomembno, da je učitelj, recimo, ali pa nekdo v tej poziciji pripravljen nasloviti. Se pravi, je sposoben samorefleksije, sprejeti kritiko in pogledati te stvari. A veš, izkomunicirati. Ne pa pokrivati z nekimi morda duhovnimi koncepti, da ne rečem celo naslavljati, če pride do konfliktne situacije, ne, naslavljati ego učenca, a ne. A veš, če pride do kakih dvomov ali pa vprašanj, a ne. Se pravi, ta odprtost za lastno preverjanje, ne, je se mi zdi nujna. In ta Association for Spiritual Integrity ima prav seznam vprašanj, ki učence ki jih lahko učenci preberejo, da jih na ta način podpre. Mislim, da so že prav definirana vprašanja, ki jih lahko vprašaš učitelja, če imaš dvome, če sploh prideš do te strani spletne, kjer je to napisano. V bistvu Association ASI, ne, bom na kratko rekla, ne, ima enih par pomagal, bom rekla, tako za učitelje kot za učence. A ne. Zdaj, da bova mogoče razčistile, a ne, tu ne gre zdaj za neko skupnost ljudi, ki bojo nova pravila postavljali, a ne. Niso neki policaji duhovni, tako, zdaj imamo pa spet nek nov koncept, pa novo strukturo. Ne. Ta association je res narejen v smislu sodelovanja na enaki ravni, a ne. Tukaj smo, kaj vidimo drug drugemu, peer-to-peer support, ne, predvsem za učitelje, recimo, in ta odnos učitelj-učenc. Peer-to-peer, mogoče povedati, so to učitelj z učiteljem, se pravi vrstniki, ali kako tako, bi rekli. Mislim, po angleško, po slovensko je to vrstniki. Hvala. Včasih ima kar zanese, ker redko v Sloveniji uporabljam ta izraz.
Ja, da si drživa ogledalo, a ne. Da zmorem slišati, a ne, tvoje mnenje o meni in jaz tebi dati svoje mnenje, ne. Ta enakovredni odnos, ne. Da lahko naslovim neke svoje dvome pa stiske, a veš, ki jih opazim pri sebi, a ne, v nekem varnem prostoru. In potem slišim refleksijo. Ne, to je mogoče ta en del, ki je na učiteljski ravni. Potem pa so določena vprašanja, ki si jih je dobro zastavljati, a ne, za samo refleksijo, na strani učitelja in tudi učenca. A ne. In učenci predvsem v svoji svetosti pa pripadnosti se zgubimo smo se, a ne. Mislim tako, da se ne bom izločala. A ne. Ampak kaj pomembno je, da ne zgubiš te svoje avtonomnosti in da veš, da neke stvari imaš pravic nasloviti. In ta vprašanja so kot predlogi, recimo, če nekdo se že pojavi, a ne, saj tako na suho ne greš zdaj tole brati, ampak če se pojaviš v neki situaciji, ki ti vzbuja dvome, ne razumeš, zakaj se dogaja, ja, karkoli se tebi zgodi, a ne, lahko naštevali. Je recimo je tam pripravljeni so predlogi, a ne, vprašanj, ki jih lahko zastaviš tudi učiteljno. In potem vidiš odziv. A pripravljen odgovarjati, se srečati s seboj, videti, ne, nasloviti to, kaj tebe spravlja v dvome. In v stisko, ja. V stisko, ali pa se to drugače odraža. Ne. V bistvu kot učenci, lahko rečemo, ali pa ne vem, kot ljudje, ja, rastemo od duhovne naivnosti do duhovne zrelosti. To se kar skoraj ne da izogniti temu, ker pač amben se ne rodi kar že zrel, a ne. Jaz rada rečem duhovne romantike. Ja, ampak a veš, da sem razmišljala o tem izrazu in se sliši meni preveč mehko. Zato, ker naivnost, mislim, romantika je tako, ja, a veš, ko se malo spomniš na zaljubljenost in tako, ja. Ampak v bistvu smo naivni in odprti za zlorabe. Jaz... Se mi zdi bolj, ampak povej ti, zakaj ti je ta romantika tako šest? Zato, ker sem romana, hec. Ne, zato, ker na začetku se dejansko zaljubiš učiteljna. A veš, in res romantiziraš, a ne, vse skupaj. Razumem. A veš, ker ti je tako nekaj, a veš, tvojega srčnega. Nekaj v bistvu v njemu prepoznaš, kar imaš v sebi, pa tega še ne živiš. Moraš še do tja zrastati. To je tako močno, da ne zamenjaš za nič. Ne? To je res ljubezen. Ne? A veš, zato lahko razumem te devocijske poti, a ne? A veš, ker se, zakaj pride do priklona, poljuba stopal, a ne? Ker to je tako sveto, a ne? Zate, da ta osebnost sam izgine, ne? A veš, in je spet pomemben korak na neki taki poti samospoznavanja. Pomembno je, dobro pa je, da ne ostane pri tem, ne? Ker tudi vsaka devocijska pot ima na koncu predajo, ampak ne predajo ega, ne? A veš, ne pa da se predaš učitelju. Ja, tako, neke podrejenosti. Ja, je pa na poti, a veš, tako. Tako da, ful je pomembno, da vemo, z katerega prostora govorimo. Ja. Tako prosti, da sem potegnala svojo romantiko. Fajn je, da si razložila. Razmeroma velik odstotek duhovnih učiteljev se zdi narcističnih. To je rekel tudi ta Rick Archer. Mislim, jaz sem to sama opazila, ampak mi je bilo všeč, da je tudi on to rekel, ker drugače mogoče bi preveč kot ena sodba to zmenil. Zdaj pa upam to povedati. Ja. Zakaj meniš, zakaj položaj duhovnega učitelja pogosto pritegne narcistične osebnosti in kako lahko učenci prepoznajo takšno dinamiko? Se pravi, narcistično dinamiko, ki je zelo destruktivna. O tem se zdaj, hvala Bogu, veliko govori, ne samo o duhovnosti, ampak na splošno. Ampak v duhovnosti je to tudi polje, široko polje. Zato, ker hočejo
biti zvezde, a ne, občudovanje hočejo, glorifikacijo in jo dobijo seveda kot duhovni učitelji. Ja. Po mojem si že kar odgovorila. Sem že? Ja. Mislim, na tak način jaz razumem, a ne. Če je osebnost tako ujeta, a ne, je tole res najboljša pozicija, a ne, za pozornost, a ne, za neko samopotrjevanje, a ne. In je lahko pod problem, ne, če so to slepe pege, tako so jih prenaslavljale, a ne. Se pravi, ne, tako narcist ne ve, a ne, kaj počne, a veš, v obrambi samega sebe, a ne. In če se to zdaj ekspandirava na neko množico ljudi, ne, ali pa na samo moč, ne, je lahko tukaj problem, ne, velik. In tukaj težko pride pol do tega, samorefleksije in to, kar smo prej omenjali, ne, sploh ne pride, ne. Oni niso zmožni samorefleksije. Ja. Tako da je mikavna pozicija za tako strukturo, ne. Ja. Težko prenesejo kritiko, Ja. zelo veliko manipulirajo, izogibajo se odgovornosti, tisto, kar si prej rekla. Ja. Medtem ko iskren duhovni učitelj spodbuja avtonomijo učenca. Ja. Oni pa ne, oni pa hočejo, da si Malo odvisen. Ja. In pa, če hočeš iti stran, te tudi obtožuje, ne? Absolutno. Je to del tega, če ti hoče imeti tam potem, ja. Bi pa rekla tudi, mislim, se pa tudi zgodi tako, slišim, kdaj, da pa se potem koga, ki pa ni, a ne, ki ne paše v sistem, tudi pošle stran, ne. Ki ne spodbuja več sistema. Ja. Ker se Ja, čuti, ki ne da paše. začne dvomiti. Ali hočeš reči, da že od začetka ne paše? A ja, ne, Čez zdaj čas odvisno, ne paše. Ne? ja. Ja. Ker košni si rekla, so bili dolgotrajni sledilci, pa so bili poslani stran, ko ni bilo več Ni bilo več resonance, ne, mogoče. Ja. totalnega občudovanja pravzaprav. Ja. No, sej, tu zdaj govorijo o pozornosti, ne, in moči, ne. Poznamo pa tudi veliko primerov v svetu, tudi drugih skupnostih, ne samo duhovnih, a ne, da pa potem se iste zlorabe zgodijo torej na spolnem nivoju, a ne, ali pa manipulacije in pa tudi pri denarju, a ne. Se pravi, še druga dva stebra, če omeniva, ne. Koliko ti poveš ljudem, ki pridejo k tebi, kaj tebe še, kje so še tvoji izzivi v življenju? Komu povedati, komu ne? Ja. Jaz mislim, če imaš pozornost na tem, a ne, checkingu, ne, tudi, to začutiš dober, ne, na tem preverjanju. Pa ne, da bi hotel kaj skrivati, ne, ampak sam pogledam, recimo, na procesu prisotnosti, ki gremo skupaj čez odkrivanje teh ran, a ne, in tudi sama grem čez proces in tudi meni se kaj odpre, a ne, in potem, ko se srečamo, da to podelim, ne, in takrat poskušam tako v sekundi preveriti, a je zdaj tole moja izkušnja, a bo kaj doprinesla, a ne, k skupini, ali je pa to zdaj sam moja pač osebna predelava, ne, a veš, tako v tem smislu, ne. A hočeš eno olajšanje sam, ne? Ja. S tem deljenjem, ja. Ja, ne. A veš, enostavno včasih ni potrebno. Ja. Nič ne prinese k tisti vsebini, ki je takrat na mizi, rečemo, no. A veš, včasih pa zelo, ne, včasih pa zelo jasno podelim, ne, kje sem in ja. Tukaj mi pride na misel glede ranljivosti. Mislim, sva se pogovarjali, sem ti omenila, ko sem patra Karla Gržana v Jurkloštru enkrat v živo smo šli, z njim nas je vodil po eni poti, Orionova pot, mislim, da se imenuje, pa je bila večja skupina ljudi in je nekaj razlagal in jaz sploh, pa sem bila dosti blizu njega, ampak tako, veš, časih se zgodi, se najbrž poznaš to stanje, ko sploh nič ne slišiš, ko si kar naenkrat se znajdeš v stanju tišine. Jaz nisem slišala njegovih besed, sem pa zelo zaznavala energijo njegova in so mi sam solze začele teči. Tako se me je dotaknila ta njegova energija.
Tako da in si pol ti en tak lep stavek v zvezi z njim rekla. Se spomniš? Ja, poskušala ujeti besede, ampak res Karel je za mene tudi nekaj najlepšega, pa najbolj zrelega, pa iskrenega, kar sem srečala pri nas, ne. In sem tako hvaležna, da ga imamo, a ne. In tako je dragocen za celo skupnost, ne. In svojo preprostostjo, a ne, In skromnostjo. svojim pogumom. Ja. Kaj šele pogumom, a ne, odpira naše srce, ne, zato ga imamo vsi radi, ne. A veš, ne sodi, ne. A veš, tudi če naslavlja kritične področja, ne, v življenju ali pa, ne, situacije. In jaz ga res občudujem, ne, tako. Smo res hvaležni zanje. Ja. Ampak, če dovoliš, bi tu zdaj povezala, glej, to sem jaz mislila s tem, ko se zaljubiš. Ne zaljubiš se v osebo, ampak srce se odpre in zraven njega je ta ljubezen, a ne, sama. Na tak način, a veš, to. Ne. Malo prej si omenila proces prisotnosti, da greva še na hitro na tvoje delo, ker naj ura že priganja. Povej, s čim se ukvarja? Kje je bistvo procesa prisotnosti, ki ga vodiš? Proces prisotnosti je tako, rekla, eno dobro dodelano orodje, če tako rečem, malo s tem izrazom, a ne, ali pa podpora za čustveno rast. A veš, tako eno 10-tedensko potovanje po priročniku, ki ga Michael Brown napisal, 15 let, razvijo ta pristop, povzet iz različnih učenj, ne. Kolegica je rekla, da je vsa psihoterapija na kratko tudi noter, ne. In je tako zastavljen proces, da se po korakih 10 tednih naučiš opazovati samega sebe, zaznavati telo, svoje občutke pod kožo in jih zaznati v situacijah življenjskih. Ker mi smo fejst v glavah, ne. Živimo v glavah, odreagiramo pa iz trebuha, če hočeš, a ne, iz občutka. In če se mi ne zavedamo teh občutkov, smo skozi na avtopilotu, ne, a veš. In mislimo, da se odločamo, v resnici nas pa čisto nekaj drugega vodi. Zdaj, kaj so ti občutki, ne? Mogoče, to so dejansko neke zunanje situacije, današnje, nas spominjajo na pretekle. Govorim zdaj o nekih ekstremnih odzivih. A veš, v neki situaciji pa, naprimer, žena pokliče moža, kje je, a ne? In on zaradi nekaj, kar ima v nezavednem, a ne, iz preteklosti, ki ga mama vedno nadzirala, ne, naprimer, ne, popeni, ne, zaradi enega vprašanja, kaj me kontroliraš, pa si pridem domov, pa ne. Ona je bila sam skrbna. Recimo tako en banalen primer, a ne, ampak to se dogaja, ne, v življenju, a ne, skozi me kontrolira, tako, ne. In ta reakcija je ful bolj burna, kot bi bilo treba, ker se ne zaveda, da je naložena iz preteklosti. Te mamine kontrole, kateri se ni mogel upreti, a ne, ker imamo pač je rabo, ne, ali pa tudi bi bil kaznovan drugače, kakorkoli, z neljubeznijo ali s čimerkoli, a ne. In potem je ta notranja stiska se skozi dogaja. Se pravi, proces nas vodi v občutenje tega, kar je, in v predvsem pretiranih situacijah vpogleda z določenimi vprašanji, z vodili, kako pridemo do teh vzorcev, ki se ponavljajo iz otroštva. Se pravi, osnovni zapis je nekje od 3. do 7. leta in potem se nam teh 7 let ponavlja celo življenje. Simpel se sliši, ampak težko je prepoznati, ne. In kaj je še meni pomembno, zakaj mi je blizu, ker ne samo, da zdaj to prepoznamo, ker
to je zdaj, tukaj pridemo skoraj do največje stiske. Ne? Zdaj pa vemo, da nisi ti kriva, ne? Da sem jaz jezna, ampak ne smem na tebe, ne? In zdaj to v meni ustane. Ne? A veš, in tu pride do notranjega konflikta. In tu je dobro, da imaš spet naprej vodilo, kako s tem upravljati, a ne? S temi občutki, s to energijo, kako percepcijo zamenjati, ne? Se pravi, pogled na to, kaj se mi dogaja in prevzeti iz tega otroka, priti v odraslejšo vlogo, a ne? In rešiti najprej telo stiske. In tukaj se čudež zgodi, a ne? Ko uspeš iz telesa, a ne, spustiti ta pritisk, ne? In tu imamo spet svoje korake, kako to naredimo, ampak to povezovanje je ključno, a ne? Da ta naš otrok preraste v odraslo odgovorno osebo, ki zmore zavestno upravljati s temi občutki, a ne? Zelo dragoceno, ne? Ja, ker poglej svet, ne? Meni se zdi, smo še vsi peskovniku. Pa še 2-krat letno umike v tišino organiziraš? Aha. Mogoče še o tem? Ja. Meni je umik v tišino bil več kot 20 let način dopusta. A ne? Torej, ves prosti čas in denar in vse je šlo v to, ker sem videla, kako zmorem takrat se srečati z določenimi deli sebe, ki v vsakodnevniku ne pridajo na vrsto in jih pol tudi poglabljati. Ker enostavno v enem norenju, hitenju ni dosti prostora in časa za eno globjo introspekcijo, a ne, ampak v pogled vase, a ne, bivanje samo mogoče, a ne, in pustiš, da se odpirajo neka spoznanja. Ja, malo se samo zgodilo, no, na pobudo znancev, ne, in tako sem sama sestavila en model retrita, a ne, največ temelji na budistični praksi, ki sem je sama mogoče največ tudi izkušala, pa še iz drugih retritov sem potegnala tako ene elemente, ki se mi zdi zahodnega človeka, ki je zelo utrujen, napet in se težko ustavi čez noč, podpira, da se umiri, da se da obstoji za trenutek, a ne, pogleda vase, se sprosti in pusti ta notranji radio, ki je skozi aktivno, ali pa da ga vsaj opazi, a veš, da se loči od tega, a ne. Na tak način nekako vodim retrit, a ne, ki vključuje tudi telesne ravni, ker telo skozi sodeluje, a ne, ja, tako da je taka neka lepa dinamika meditacij, somatskih vaj, joge, zvokom, zvočnim kristalnim kopelim, podpiram te procese, a ne, ki se začnejo dogajati potem, ko usta zapremo in pogled povesimo, ne. In pomembno se mi tudi zdi to, da gre človek stran iz svojega okolja. Marsikdo reče, jaz sem sam doma, dosti dolg v tišini, ne. Sam res govorim o drugi tišini, a ne. Ne gre za zunanjo toliko, ampak da pridemo v zavedanje notranje tišine, ki je izza vseh besed in misli. Ali pa saj trkamo na ta vrata in potem počakamo, če se odprejo. Tako nekako posteljemo ali pa povabimo priložnost za taka spoznanja in dobro je bivati v naravi, a ne, ven iz svojih energetskih vpletenosti vsakodneva. Tako se mi zdi pomembno, no. In na tak način. Vse, kar poteka. Dosežemo v sebi, prispeva k širši skupnosti in planetu. In Rumi je to zelo lepo izrazil v tej pesmi. Ob rojstvu si se pojavil v tem svetu 4 strani neba.
Ponovno se rodiš, ko zdrobiš svoje okove. Toda to drugo rojstvo ni rojstvo v vodo in prah. Samo mož čistega srca se vnovič rodi. Prvo rojstvo je obvezno, drugo je prostovoljno. Rojstvo otroka na široko odpre maternico, rojstvo zrelega človeka pa strese vesolje. Močen stavek, ne? Močen Začale stavek. zadnji. Ja. Res imamo. Ja. To, kar dosežemo vse, ima vpliv na celoten svet. Tako da hvala za vse, kar nudiš svetu. Hvala za ta pogovor. Pa srečno naprej. Hvala, Mateja. Tale stavek je res stresel. In naj trese še naprej. Hvala tebi še enkrat in lepo srečanje je bilo. Ja, res. Globoko in mislim, da bo podprlo marsikoga. Mislim, res so pomembne teme, tako da sem vesela, da Tudi smo jaz. se o tem pogovarjali. Tudi jaz. Hvala.